Digitalni prostor postaja vse pomembnejši del političnih kampanj. Namreč družbena omrežja imajo velik vpliv na oblikovanje javnega mnenja, hkrati pa se pojavljajo tudi vprašanja dezinformacij, prav tako manipulacij in vpliva tujih akterjev. V Sloveniji se je odprla tudi razprava o omejitvi uporabe družbenih omrežij za mlajše od 15 let, predvsem z vidika zaščite otrok in seveda tudi mladostnikov. Kritiki pa opozarjajo na vprašanja svobode interneta in praktične izvedljivosti takšnih ukrepov. Hkrati evropske države vse več pozornosti namenjajo tudi vprašanju digitalne regulacije, odgovornosti platform in seveda tudi krepitve medijske pismenosti. Pa poglejmo, kaj o tem pravijo nekateri predstavniki političnih strank. En sistem je sistem, na katerega lahko vpliva država. To so vrtci, šole, javni prostor. In tukaj država mora narediti svoj del odgovornosti s tem, da ozavešča. Drugi del je družina, kjer morajo starši razložiti, kaj je past socialnih omrežij. In mi menimo, da prepovedi v praksi redko delujejo. Predvsem se jih da zaobiti, vzgoja je pa tisto, kar v prihodnosti ostane. In tudi na tem področju mislim, da je vzgoja ta ključna. Pri takih stvareh ni bližnjic. Pri takih stvareh se stvari na srednji in dolgi rok delajo, ampak zato se moramo kot družba odločiti na tem zelo veliko delati in jaz verjamem, da nam na ta način lahko uspe. Nobenemu čisto ne pomaga, če otroke zavijamo v vato. Družbena omrežja so javni prostor, so vsakodnevni dejavnik v naših življenjih in kar je potrebno narediti, je mladino spremljati pri njihovi uporabi. Da se nanje navadijo, da znajo kritično presojati informacije, da jih znajo smelo uporabljati in da se zavedajo tudi nevarnosti. Hkrati se mi zdi pa tudi v konceptu blazno narobe zdaj to odgovornost prenašati na starše oziroma na otroke, medtem ko so družbena omrežja postale gigantske korporacije z gromozanskim vplivom na naša življenja, odločajo celo volitve. In to ne zaradi tega, ker bi bila javni prostor, kjer se mi razsvetljensko pogovarjamo, delimo mnenja in lahko cirkulirajo informacije, ampak zaradi tega, ker so narejene na nekih privatiziranih algoritmih, ki favorizirajo različne politične opcije, ki namerno podpihujejo sovraštvo zaradi tega, da so razprave bolj žolčne in se to bolj švrti in tako naprej. Te privatne kapitalistične korporacije, Facebook oziroma po novem je Meta, ne, pa pol Instagram, TikTok in tako naprej. To je potrebno pripeljati v okrilje javnega in s tem gospodariti na način javnega dobrega. Dr. Kovačič, v Sloveniji se odpira, se pravi, razprava o omejitvi dostopa do družbenih omrežij, se pravi mlajšim od 15 let. A je tak ukrep, menite, morda resnično izvedljiv? Ali gre nekako za politični signal glede zaščite mladih v digitalnem okolju? Ja, pri prohibiciji je vedno vprašanje, koliko je zares izvedljiva. Poznamo zgodovinske izkušnje s poskusom prepovedi alkohola, ni se posrečilo. Ljudje so še naprej povpraševali po alkoholu, ga pili, edino mafija je prevzela nadzor nad proizvodnjo in trgovino z alkoholom. Tako da, ko nekaj prepoveste, to seveda še dodatno zbuja skomine, ne, in radovednost. Prav gotovo je treba delovati po več tirih. Eno je to, kar politika izpostavlja, se pravi osveščanje, kar šole že delajo, ne, mislim, da tudi vrtci. Jasno, tudi v družinah se moramo truditi, ampak kdor ima otroke, ve, da je izziv vzgoje res zelo velik življenjski izziv. Kar se pa tiče velikih korporacij, ki imajo v lasti algoritme, ki lahko selekcionirajo načine, na katere mi pridemo v stik, s tem spletnim okoljem, nas profilirajo, nam servirajo neko določeno selekcijo, nekih objav, nekih strani in tako naprej. Tu pa je problem, zato ker poslovni model teh korporacij in celotnega spletnega marketinga je ta, da se profilira uporabnike glede na to, kar jih zanima in se jim potem ciljano usmerja neke reklame. Ampak na ta način je mogoče seveda voditi tudi politično kampanjo,
in ta gre potem zaradi učinka teh algoritmov v smeri radikalizacije, ne. Na koncu to verjetno slabi možnosti za racionalno javno razpravo, ki pa je neka temeljna predpostavka, zaradi katere mi sploh imamo volilno pravico. Se pravi, če veliki korporativni algoritmi v bistvu pomenijo problem ali pa neko tveganje za demokracijo, bi jih bilo treba regulirati, ne. Kar se tiče pa sovražnega govora, na koncu je seveda sodišče tisto, ki razsodi za konkreten primer, ali je sovražni govor ali ne, ampak mislim, da bi ogromno naredili, če bi predpisali, da je možno v spletnem okolju nastopati samo s svojo pravo identiteto. Se pravi, da se onemogoči registriranje profilov, ki so v bistvu lažni, anonimni in tako naprej, ne. Potem bi bili ljudje precej manj skriti, ne, z tem plaščem anonimnosti in si ne bi toliko privoščili, kot si v smislu sejanja sovraštva, pljuvanja, zmerjanja in tako naprej. Mislim, da bi bilo to za zdravje demokracije in kakovost javne razprave kar dobro. Doktor Han, kaj pa vi menite glede dezinformacij? Kako jih prepoznati, kako jih omejiti in kako to seveda tudi vpliva sedaj na volilni proces? Izjemno zahtevno vprašanje, odgovora nimam. Jaz mislim, da je tukaj potrebna neka kombinacija ukrepov. Prej smo slišali, da prepovedi ne delujejo. Dodati moramo, da včasih pa delujejo, zgledi tudi to pokažejo, predvsem v kombinaciji z drugimi ukrepi, neko regulacijo. Če gremo na prepovedi še prej socialnih omrežij za najmlajše, avstralski zgled vidimo, da po svoje deluje. Predvsem ne takoj, skozi zavedanje tega, skozi debate, ki se ob tem pojavijo, in refleksijo tega, kaj v resnici narediš, ko je prostor popolnoma dereguliran. Švedske raziskave kažejo vlogo digitalizacije v šolstvu skupaj z raziskavami, in to je pomembno, država mora spodbujati to vrstno raziskovanje, in ugotavljajo dobre in slabe plati in potem tudi politike izvajajo na ta način. Dostikrat se pri nas zgodi, da nek akter, lahko tudi strokovnjak ali pa institucija nekaj izjavi, potem nihče tega pravzaprav ne preveri. Kar zadeva dezinformacij, seveda nič novega ne bomo povedali, da tako kot obrekovanje, tudi laganje ni nekaj, kar je lastnost modernih družb. Tehnologija nam pri tem seveda pomaga, da lahko to počnemo tudi na nekaznovan način. Popolnoma ludistično bi bilo to prepovedati, ne bo se zgodilo na enostaven način, ampak z kombinacijo ukrepov, ozaveščanja in tek na dolge proge bo tukaj prinesel rezultat. Včeraj sem poslušal neko zanimivo razpravo. Umetna inteligenca je intenzivno skupaj z nami 2-3 leta in razpravljavci ugotavljajo, da v resnici se ni zgodilo tisto, kar so bili najprej strahovi, da bo popolnoma pretresla trg delovne sile z izginotjem nekaterih delovnih mest. Ugotavljajo seveda, da se uporablja zgolj v omejenem segmentu besedil, tekstov, problem sam po sebi, pa vendarle se hkrati s tem tudi pojavljajo rešitve in pa zavedanje, kaj nova tehnologija prinese. Sami dobro veste, če delujete na področju medijev, smrt radia, na primer, smo napovedali že neštetokrat in je bolj živ kot kadarkoli. Res je, drži. Preden nadaljujemo, pa poglejmo še naslednji video. Glede fake newsa, dezinformacij, širjenja lažnih novic, pa seveda z izobraževanjem od tega, da imamo zdaj nacionalni dan branja, bralno pismenost, vizualno pismenost, kako mi znamo sami razbrati te stvari, vedno težje je, umetna inteligenca napreduje, zelo je težko, ampak moramo se krepiti s temi znanji, po drugi strani pa seveda tudi s preverjanjem dejstev. Se pravi, pomembna je digitalna pismenost, doktor Kovačič, ali je dolgoročno bolj učinkovito nekako, kot smo že tudi prej omenili, omejevati platforme ali dejansko bolj vlagati v digitalno pismenost, da so potem tudi uporabniki bolj o tem ozaveščeni? Ja, oboje. Se pravi, po eni strani, če so algoritmi socialnih omrežij toksično manipulativni, bi bilo treba poskusiti seveda na ravni Evrope, ne samo Slovenije, z regulacijo. Drugače pa
mi smo pač demokratična družba, imamo javni prostor, svobodno javno razpravo, vsak se lahko oglasi. Če se oglasi z lažmi, potem pač tvega, da ga bo nekdo postavil na laž. In to se zdaj dogaja tudi že spletnim vplivnežem. Imeli smo v zadnjem času primere, ko so osebe, ki so se celo podpisovale z nekim častitljivim poklicem, lagale, ne vem, o nekih migrantskih posilstvih in tako naprej. Ja, oglasila se je pristojna institucija, ki ima prave podatke, to je policija, povedala je, da je vse skupaj larifari in ta oseba je zdaj nekredibilna in to vsi vejo. O tem so poročali vsi mediji in kdor približno spremlja tudi mainstream medije, pač ve, da je ta oseba nezanesljiv vir in vsakič naslednjič, ko se bo oglasila, bojo vedeli, to je tista, ki laže, ki naklada, lahko jo pravzaprav ignoriramo. Kaj vi menite, dr. Uhan? Vplivneži kako vplivajo lahko tudi sedaj na volilni proces? Je to nekaj, kar nas mora skrbeti? Da in ne. Torej, zanikati vpliv na določen del populacije bi bilo nesmiselno. Tisto, kar je potrebno pri tem narediti, je postaviti stvari v kontekst. Dejstvo je, da mlajša ali pa najmlajša generacija ne uporablja tradicionalnih medijev toliko kot starejša generacija ali pa jih sploh ne, kar pa seveda ne pomeni, da se ne želijo informirati in da tudi se ne informirajo, se informirajo. Ti podatki kažejo seveda medijske potrošnje, da je ta nekonvencionalen način informiranja prisoten, potrebno pa je skupaj s tem seveda zagotoviti, da so vedno na voljo kredibilne informacije in da je treba najti tudi nove načine, nove poti, ki bodo dosegli to mlajšo generacijo, za katero po resnici ne vemo, ali je res tako apolitična, kot se zdi. Mislim, da ne. Politiko spremlja na svoj način, kot je vsaka generacija to počela in enako pomembno je za njih kot za nas.